Spoštovani, čas mi je, da vas lahko pozdravim na simpoziju, na razpravi na to temo. Letošnje leto je posebno, šlo je v skoraj 100 letih ponovno imenoslovje Julijskih Alp in nekaj tega. Ravno danes je išel tudi Jadranski almanah, ker je bil ta tekst prvič objavljen leta 1922, oziroma 23, decembra 22, letice 23. To se vidi še posebej pomembno zaradi tega, ker če pogledamo ta almanah, na nek način začutimo tudi duh časa, v katerem je Tuma prvič objavil svoje imenoslovje. V tem almanahu so tudi nekateri drugi zapisi, ki se oddelajo nazaj v zgodovino in se vsaj deloma ukvarjajo z enako temo, z vprašanjem staroselstva, recimo v Istri. Pa tudi nekateri drugi članki in prispevki, predvsem kulturne narave, so izjemno zanimivi za razumevanje tistega časa. Ko smo pred 20 leti v Trentu in Nove Lepeni organizirali prvi letni tabor in posvetili dr. Henriku Tumi, je to ime nekako prazno odmevalo v slovenskem prostoru. Tudi naši člani so tja hodili, tudi člani bolniškega kluba, ki smo nekaj ustanavljali skalo, so sprašvali, kdo pa je to. Spomnim, da smo na našo oglasno desko dali njegov kratek življenjepis in vsak dan tisto zmanjkalo. So se ljudje nasnel dol, odnesli domov, da so še v miru prebrali, ker je bilo to za njih nekaj. Oglasili so se takrat tudi nekateri narekovajo dušebrižniki, ki so skušali prodati Tumo zgolj kot politika, s politiko se je del časa dejansko ukvarjal, niso pa niti z besedo omenili njegovega epohalnega življenjskega dela pri raziskovanju staroselstva. Tako da letošnje leto je, kot že rečeno prej, nekaj posebnega. Z izdajo obeh knjig, ta tekst je obeh knjigah, je založba Nova obzorja ponudila širšemu krogu slovenskega občestva originalno branje in to je izjemno pomembno. To ni bil zgolj pozdrav, pa govorite mi dva stavka v zvezi s tem, zakaj se meni zdi, da je to, če se ukvarjate, če se ukvarjamo in je vezano na proučevanje naših korenin tudi v 21. stoletju tako pomembno. Gre za vprašanje identitete. Slovenci bi živeli bistveno bolje danes, ne samo materialnem, predvsem v duhovnem smislu, če ne imeli tega problema z vlastno identiteto. Najbolj se ta zdrs ali pa ta skrenitev kaže v neki odločitvi zakonodajnega telesa, eno nadstropje nad nami iz leta 1994, ko so z zakonom potvorili določilo slovenske ustave, da je naša himna Zdravljica. Vse kitice Zdravljice, tako piše v ustavi. Je bil tukaj na predlog Jožeta Školča sprejet zakon, ker piše, da je himna Republike Slovenije samo 7. kitica Zdravljice, samo ta internacionalni del, ki je čisto v redu v sklopu, ampak kot je rekel Boris Pahor. Najprej si treba predstaviti, najprej moš povedati, kdo si, potem pa povabiš druge k prijateljstvu in k sodelovanju. Mi pa se ne predstavimo, ampak samo pravimo živene vsi narodi. Jaz sem v različnih vlogah, ko sem bil po svetu, slišal veliko vprašanj zdaj z našo himno, od ciljnega navdušanja, kako smo najbolj proevropski narod, do tega,
In tega je bilo več, njega vprašanja, kaj nas je pripeljalo do tega, da imamo besedilo himne, v katerem se ne predstavljamo, nič ne povemo vse. In še enkrat, če citiram Pahorja Borisa, ko je zapisal, da tisti, ki je sreča, najprej želi vedeti, kdo si. Najprej želi vedeti, kdo si. To je tisti, ki želi biti njegov prijatelj, sodelavc, poslovni partner, kako. Korenina tega zdrsa iz leta 1994 je v nekem zapisu Borisa Kidriča iz leta 1942, kjer je zapisal, da bo po uspešno dokončani komunistični revoluciji slovenski narod, narod proletarca, svojo zmago kronal s tem, da bo 7. kitico Prešernove Zdravljice, ki je internacionalna, razglasil za svoje knjige. Leta 1994, 3 leta po slovenski osamosvojitvi, tudi takrat smo imeli celo Zdravljico, se je to zreduciralo in žalostno je, da danes velikanska večina ljudi sploh ne ve, da se je to zgodilo. Skratka, to je torej tak detalj, ki kaže na naše težave z identiteto, ki kaže tudi na to, da te težave niso slučajne, da se to dogaja namerno, da so motivi sicer skozi zgodovino različni, odvisno od tega, kdo nam je vladal, od tujcev ali od domačih. Da so le posledice enake. Seveda, da smo pri začetku, če večina ljudi merno verjamem, da smo kar Slovenci prišli z nekega močvirja, en dan prej nas še ni bilo, pa smo pa bili. Noben ne zna točno povedati, od ne bi prišli, čeprav tam 5. 6. stoletje po Kristusu. To ni tako daljen čas, kot bi si kdo želel. Ve se, kaj se je takrat dogajalo, ve se, kjer je selitve, ljudstve so bili. Ve se tudi, da nobena od teh selitev, tudi če je prišlo, ni popolnoma zbrisala staroselskega prebivalstva in postavila nekaj povsem novega, kar je to že čist tehničnega vidika, neumnost, kar piše v večini naših učbenikov še vedno. In ukvarjanje s tem vprašanjem je izjemnega pomena tudi za moderni čas. Če hočemo, da bomo Slovenci izkoristili te možnosti, ki jih imamo, zdaj, ko smo formalno gospodarno svoje zemlje in ko je zunanje okolje dejansko daleč najbolj ugodno od vsega časa, ki smo ga živeli, ki ga poznamo. Potem treba ta problem z lastno identiteto pač rešiti. In zato so potrebne razprave, potrebno je soočenje mnenj. Danes je znanost napredovala, tukaj je genetika, vam se s tem ukvarjajo, tukaj so izdana dela, za kjer še leta nazaj, sploh nismo vedeli. Po slovenskem staroselstvu so pisali tujci že pred stoletji. Bolj pošteno kot danes v kakšnih uradnih ali pa posvečenih učbenikih oziroma knjigah. Tako da to raziskovanje plemenito delo. Moj apel na vse, ki se s tem poslej ukvarjali, se pridružuje zahvali. In želim zdaj tukaj besede korajže, da to počnete še naprej. To ni zgolj ukvarjanje z nekimi zaprašenimi listi in temami, ampak je to temeljnega pomena za to, da Slovenci v času, ko ni zunanjih ovir, dogradimo vedenje o lastni identiteti in potem bodo stvari strateško lažje. Kot je bilo že velikrat rečeno, če ne veš, odkot prihajaš, tudi težko veš, kje si in kam greš. Hvala lepa.